NN podcast s Suzano Lovec. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, drage poslušalke in dragi poslušalci, dobrodošli v NN podcastu. Zgodbo Bronje Žakelj pozna vsa Slovenija. Knjiga, v kateri je opisala svoje doživljanje otroštva, ko je na koncu osnovne šole umrla mama, ko je na fakulteti pri 20 sama zbolila za rakom, ko se je smrtno ponesrečil potem njen mlajši brat in ko je potem izgubila še babico, s katero so si bili blizu, je zaznamovala naše kolektivno. Končno se je več govorilo o izgubi, raku, žalovanju. Vsi, ki ste jo brali, vsi, ki smo jo brali, ste se v bistvu v njej našli. In zdaj se po tej knjigi, torej po življenju Bronje Žakelj, snema film. Bronje Žakelj, dobrodošli v NN podcastu. Dober dan in hvala za povabilo. Hvala tudi vam, ker ste tukaj in hvala, ker delite z nami stvari, o katerih je treba več govoriti, pa mnogi težko govorijo o tem. Zares, mislim, o teh stvarih je potrebno definitivno več govoriti, ker slej ko prej se vsak izmed nas sreča z enim takim težkim vprašanjem, ali je to izguba nekoga, ki ti je blizu, ali je to izguba zdravja. Skratka, srečamo se z nekimi stiskami in zelo težko je, če si s temi stiskami sama, ne. Zato me je v bistvu zelo pravzaprav tudi presenetilo, da je ta moja knjiga bila tako uspešna, da je naletela toliko na lep odziv, ker sem bila jaz ob vseh teh izgubah in stiskah, s katerimi sem se srečevala v svojem življenju, pravzaprav osamljena, ne, in sem mislila, da nekako nisem imela sogovornikov in sem mislila, da pač tudi knjige ne bo želel take knjige s tako vsebino pravzaprav nihče brati, ne, no, zgodilo se je pa ravno nasprotno, ne, da je knjiga res naletela na tak lep odziv, ljudje so se najdeli v njej in v bistvu ena najlepših stvari, recimo, če lahko rečem, je to, ko mi kdo napiše, da je zaradi moje knjige malo manj sam. In ljudje vam pišejo, ne? Tudi o žalovanju, tudi o smrtih, ki so jih sami doživljali. Kaj vam napišejo? Vi si spravljate, ne? Če sem prav razumela vas v prejšnjih intervjujih, vi si spravljate te njihove zapise. Malo premalo si spravljam, ne? Ker nisem toliko disciplinirana, ampak imam to med svojimi to-doji napisana, ne? Da si moram, v bistvu, ker to so tako dragocene izpovedi, ne? To malo bolj sistematično urediti, ne? To so ene stvari prihajajo prav po pismih, a ne, veliko se name obrača ljudi po Facebooku, po teh messengerju, prek maila, ogromno enih izpovedi je bilo v bistvu, kar me res zelo presenetilo v živo, recimo na literarnih večerih, a ne, da so se ljudje pravzaprav izpostavili v publiki, v javnosti, recimo se spomnim nekih res tako pretresljivih, a ne, izpovedi, da sem jaz ostala praktično brez besed na odru, a ne. In to so vse stvari, ki jih je vredno zapisati in mislim, to si moram še urediti, a ne. Ampak to se me je grozno dotaknilo in to v bistvu sem mislila mogoče, da gre samo za neke generacije, ne, mogoče mojo generacijo ali pa starejše ljudi, pa ni res, ne, recimo name se je obrnila ena Ula, takrat mislim, da je bila stara 16 let, dijakinja, me je prosila, če bi se lahko dobili, da je moja knjiga tako pretresla in to je pol pretreslo mene, ne, ko mi je prinesla mojo knjigo označeno, praktično vsaka stran je imela nek tak listek z označbo, ne, vsak stavek, tako, in tega je bilo, mislim, to noro, ne, to so stvari, ki mi ogromno pomenijo, ne, kot avtorici, se v bistvu nekaj najlepšega, ne, če lahko nekomu nekaj daš, ne. In zdaj, po vaši življenjski zgodbi, po vašem otroštvu snemajo film. Režiser je Marko Naberšnik, najbolj znan po filmih Petelinji zajtrk in Šangaj, torej tudi po knjigah, a ne, po knjigah Feje Erlajnščka, pa tudi po režiji recimo številnih oddaj od Studia City do Fjorpcologov, seriji Ja, šef in tako naprej. Zgodba, kako ste se zmenila za film, je pa tudi malo filmska, ne. Meni je urednica Studia City, takrat, ko ste vi gostovali pred leti v oddaji pri Marcelu, a ne, urednica Alenka Kotnik pripovedovala, da se je v bistvu praktično tam zgodila ta naveza, a ne, da je Naberšnik, ko vas je poslušal, pač čutil, da je to filmska zgodba. Kako je potem šlo to dalje? Tako, mislim, da se take stvari
velike ali pa lepe, bom rekla, ponovadi zgodijo naključno, a ne, ali je to naključno ali ni naključno, ampak skratka spontano, a ne, in ja, jaz sem bila v tistem studiu City čist fertika, to je bil eden izmed prvih mojih nastopov, še v živo z Marcelom in tako, skratka groza, a ne. No, potem pa bila sem zadnja, a ne, v te vdaji in potem je Marcel po koncu potegnil Marka k sebi, ne, rekel: Marko, lej, tole si preber, ne, tole preber si pa naredi film, to mora biti hit, ne. In potem smo se šli usest na en čaj in se prav spomnim, jaz sem sedela takole Marko pa Marcel in takole gor nad mano je bila kot neka slika od Churchilla in je pisal let's go forward together ali nekaj takega, no, skratka, ker Marko rekel, kaj piše med tabo, to bomo šli, skratka, no, in tam se je začelo, jaz sem mislila, da bo mogoče Marko to malo pozabil, a ne, no, vse skupaj, ampak me res poklical, čez 14 dni sva se usedla in pa sva velikokrat sedela skupaj, ker pač gre za avtobiografsko pripoved, tukaj nisem samo jaz, a ne, pač ni fikcija, je še moja družina, ljudje, ki jih imam radi, tisti, ki so šli in tisti, ki so še ostali, in mi je bilo zelo pomembno, no, komu, če bi predala v bistvu to svojo zgodbo, da bi z njo lepo ravnal, no. Vi pravite, da ste začutili, da njemu lahko tukaj zaupate, ne? Da boš z vašim življenjem lepo ravnal na filmu. Točno to, ja, točno to in usedla sva se, mislim, kar nekajkrat sva res sedela, en cel kup sem imela jaz vprašanj, dilem, ampak najbolj je bilo pa to, veste, to so pač neki, tako rečem, iracionalni občutki, a ne, kako imaš z nekom, lahko ti proda vse sorte, ne, ampak ti v bistvu čutiš ali pa ne čutiš in Marka sem začutila, da je to. Potem je pa tudi pripeljal producenta Aleša Pavlina pa Štritof Andreja iz Perfo Productiona in tudi mi smo se tako fajn ujeli in se mi zdelo, da je to ekipa, ki bi res lahko naredila nekaj lepega iz te knjige. Naslednji mesec, ne, če prav vem, se začenja snemanje, ne? Ja, zdaj, če nimam čist dobrih podatkov, ampak mislim celo, da 7. maja pade prva klapa. Vas, ko ste bili starejši, ne, bo igrala Lea Cok, mlada Bronja bo Mej Rabič, mlajši vaš brat Rok bo Jaka Mehle, starejši Rok Žiga Šorli, vaš oče igral ga bo Jurij Zrnec, vašo mamo bo igrala Tjaša Železnik, babico pa Anica Dobra. Igrata tudi Saša Tabaković in Iva Krajnc-Bagola, to je bilo zabeleženo v medijih te dni. A ste vi sodelovali pri castingu, ste v bistvu dali zeleno luč za vse te igralce? Ne. V bistvu to tako, mislim, da je to odločitev režiserja, je pa res, ne, da midva z Markom sva toliko presedela, ne, to je v bistvu od začetka 2018, ko sva se prvič srečala, pa potem, ker sva scenarista, ne, sva pisala scenarij in to so bile ure in ure, ne, ko sva debatirala o scenariju, o likih, o karakterjih in tako naprej, da sem pač mislim, ne da sem mu samo zaupala, ampak mislim, da je to stvar režiserja, a ne, kaj vidi v določenem igralcu, če določen igralec lahko ponudi neke tako črte, lastnosti, a ne. Tako da to sem v bistvu prepustila Marku, pa me pa poklical, ko so bili niti na avdicije nisem hodila, ne. Ker tudi, mislim, jaz ne vem, ne, meni je lahko fajn, ne, mi je všeč, ampak jaz ne vem, a bo, ne, to znal odigrati ali kakorkoli. S tem, jaz nimam s tem izkušenj in se tudi ne vmešavam v tisto, kar nimam pojma, ne. Tako da Marko je izbral ta cast, skupaj so potem še jasno s produkcijsko hišo in pa sva se dobila v eni slaščičarni, Marko rad je torte, jaz tudi, in mi je potem pač pokazal te igralce. Mislim, me je bilo super, no, mislim, in še zdajle, ko prihajajo še neke nove stvari, mislim, da se tako lepo sestavlja ekipa, no, ful lepo. Omenili ste že, da je bilo v bistvu zelo dolgotrajno to pisanje scenarija in da ste ga skupaj pisala, je bilo treba veliko predelati knjigo Ja, zelo dolgotrajna pot je bila, ne, ampak jaz mislim, da je bilo to tudi zato, ker smo res hoteli narediti dober scenarij, ne. Zdaj in tudi producent, ne, kar je treba povedati, ne, je
je dal možnost, da se ta scenarij razvija, da imamo skript doktorja, recimo, imeli smo 2 skript doktorja, to so kot nek način uredniki, da tako rečem, ki pregledajo tako zelo neodvisno, recimo imeli smo tudi eno skript doktorko iz Srbije, ki knjige, mislim, da niti sploh ni prebrala, nisem prepričana, vsekakor pa ni bila del vsega tega, kar se tukaj dogaja v Sloveniji, ni bila obremenjena, in je popolnoma iz neke kritične distance presojala naš scenarij, tako da, ja, delali smo ogromno verzij in ni enostavno, v bistvu knjiga ima, mislim, najprej moje življenje v knjigo dati na tistih 270 strani, potem pa vse skupaj v 100 prizorov, ker to si misliš, ampak v resnici je na koncu samo 100 prizorov, in teh 100 prizorov moraš nekaj tlačiti, in da je v bistvu, da uloviš vse te ključne točke življenja, da ima neko sporočilnost vse skupaj, da drži vodo. Tako da, ja, mislim, dela na scenariju je bilo res zelo veliko, pa še ni ga konc, še ga malo pilimo v nekih malenkostih, tako da jaz upam, mislim, jaz imam občutek, da je dober, upam, ja. Povedali ste tudi, da pomagate z nasveti, pri rekonstrukciji recimo procesa vašega zdravljenja takratne diagnoze, da se je recimo kemoterapija in obsevanje, da sta se od leta 1989 do zdaj zelo spremenila, da pomagajo tudi strokovnjaki z področja medicine in da se vas je zelo dotaknilo, da sta bila pripravljena sodelovati tudi zdravnik, ki vas je takrat obseval, in medicinska sestra, ki vam je dajala kemoterapije. Ob tem pa ste se tudi z Rokovimi soplezalci, torej z bratovimi soplezalci našli in da se pletejo lepe ganljive zgodbe, to ste rekli za Siol. Koliko spominov in srečanj je prišlo s tem filmom, še preden je v bistvu stekel? Ker knjigo ste pisali pa bolj v samoti, je bilo bolj samotno delo. Tle pa, kada v bistvu prihajajo življenje v bistvu nazaj. Ja, pač pisanje je samotno delo. Meni sicer ta samota kar zelo paše, ker sem malo tak tip, se rada zaprem pa delam v miru. Ampak ja, tukaj pa spet neka druga perspektiva in spet neka druga lepota prav zaradi teh srečevanj, in res to, kar ste omenili, tako so me ganile ta srečanja spet, torej to Rok in pač njegovi oziroma Rokovi soplezalci zdaj po naključju, zbirajo opremo, to je kostumografka je slučajno dobila, ki je klicala, kdo bi lahko pač zbral neke opreme, to v 90-ih, zdaj to vse drugače so uponke, ne vem, pasovi, čelada, to pač zdaj ne obstaja več, in je slučajno naletela na Rokovega prijatelja, on je zdaj zekipiral ljudi in iščejo vse te stvari, celo neke majice ima od Roka, ki sta majice dobila na neki tekmi, nek flis, hlače, ker Roko posojajo, ker Rok je vedno kaj doma pozabil. Skratka, to se me res tako dotaknilo, in pa to, kar ste omenili, v bistvu vseh 12 kemoterapij mi je na onkološkem zdajala, to niti ni prava beseda, ampak dajala sestra Metka, Metka Zajc, in v bistvu zdaj tudi ona sodeluje pri vsem tem zelo natančno, izbira, kjer so bile igle, steklenice, stojala, halje, ki smo jih imeli oblečene, skratka, do potankosti se je, tako mi je lepo, da se mi zdi, da se je ta krog nekako sklenil, oni so me pozdravili, jaz sem zdrava in zdaj se je to v bistvu spet nekako zavrtelo en krog, in pa profesor Cvitar, ki me je pa obseval, je pa zdaj tudi sodeluje, išče se ta obsevalni aparat.
pod katerim sem takrat jaz ležala in meni se zdaj se ta obsevalni aparat sicer našel, mi ga je poslal. Takrat sem imela občutek, da leži, mislim dobesedno, da je to neka znanstvena fantastika, kjer sem jaz, se mi zdi vse super, da je bilo, ker sem zdaj videla ta aparat nekaj dni nazaj, me je skoraj kap, mislim, ker to je tako, kot prva svetovna vojna. Temu se je reklo včasih kobaltova bomba, se je reklo temu aparatu. Nad mano so neki svinčeni bloki viseli, skratka, to je bilo zdaj v tehničnem muzeju, to vse skupaj. No, ampak kakorkoli, pa ja, te zgodbe se prepletajo in to je lepota tega ustvarjanja, da in dela in tudi to dela ta film poseben, no. S knjigo in zdaj verjetno s filmom ste marsikomu pomagali žalovati, odžalovati, kolikor se da. Vsak, tako kot sem prej rekla, je nekako prepoznal svoje stiske, svoje občutke, tudi tiste, ki mogoče jih kdo kdaj pometa pod preprogo. Čeprav vi večkrat rečete v intervjujih, da smrt, še posebej takih bližnjih, kot so vam umirali, v bistvu nikoli zares ne obžaluješ. Vedno je ta smrt s tabo in se verjetno, to pa jaz rečem, vrača ta žalost, tako v valovih pride. Ja. Je tudi vaša izkušnja taka, da v bistvu ta žalost se samo spreminja, neko agregatno stanje ostaja pa tukaj. Ja, mislim, moja izkušnja, se pravi, jaz imam 3 res take hude izkušnje, se ste na začetku povedali, 3 take res težke izgube. Pri vsaki izgubi, pri vsaki smrti, v bistvu smrti ne moreš primerjati med sabo in tudi žalovanja ne. Kar je skupno, skupno je to, da pač izgubo nekoga, ki ga imaš rad, je treba odžalovati, To pač drugače ne gre. In to, kar ste rekli, v bistvu prihaja v valovih, ja, v ciklih, Tista v času najhujšega, tega najtežjega žalovanja se ta žalost obrus, ti najostrejši robovi se omehčajo, ampak v bistvu se pa žalovanje v resnici nikoli ne preneha. Recimo jaz sem za mami ne vem, recimo to je bilo že leta kasneje, ko sem rodila otroke, Mislim, v bistvu sem si želela zraven samo mami, Sej vsak, ki je ženska, ki je rodila, ve, koliko pomeni pač ne samo, da ima nekoga ob sebi, ampak da ima nekoga ob sebi, ob katerem je lahko točno tisto, kar je v tistem hipu, Kar pač roditi, ja, pač lahko si recimo jaz sem imela kar nekaj stisk, recimo po porodu, pa nisem vedela, kako pa kaj pa to, pa ne vem, nisem imela dovolj mleka. Mislim, take banalne stvari. Ja, niso banalne, so kar hude, ja, jih poznamo vsi, ja. Ne, če bi tako rekel, in najlažje bi bilo takrat poklicati mami, In to so potem trenutki, ko v bistvu pogrešaš, in roka in dado in vse, skratka, to se vrača v valovih in bolj ali manj intenzivno. Recimo, včasih me pa za roka še vedno tako stisne glih 2 leti nazaj. Mislim, da je bilo, da nekaj sem napisala na Facebook, prav do fizične bolečine, do grozne fizične bolečine še vedno, pa je od tega, se pravi, rok se je po nesreču 92 leta, Zdaj smo pa 2024, skratka. Ja, to ostaja in mogoče je tudi prav tako, Saj za ljudmi, ki smo jih imeli radi, se ne more kar nekam iti, Jaz pa tudi pač sem pač bolj realen človek, Tudi verna nisem, ne verjamem v posmrtno življenje in vse te mavrice in vse to, Bi mi bilo mogoče lažje, če bi, ampak ne. In je pač ta izguba zelo kruta, Kaj bi rekli nekomu, ki mu zdaj nekdo umira ali mu je umrl? Saj nekaj od tega ste zdaj že rekli. Da žalovanje je treba pustiti, da je, ne moramo se mu izogniti. Ampak imate kakšen, banalno se sliši, nasvet
neko misel. Ja, mislim, se na svet, jaz res na svetov ne maram, vsak je po svoje, a ne, smo drugačni in tako, ampak jaz lahko iz svoje lastne izkušnje povem, a ne. Recimo, ko je umirala moja babica, jaz sem bila na babico, na dado, ne, grozno navezana, od mojega otroštva, živeli smo skupaj 14 let in potem, ko je mami umrla, je ona prevzela vlogo mami in tako naprej. Skratka, bila je moja najboljša prijateljica, ne, in res ta naveza je bila zelo močna in dada je umirala v domu, ne, in v bistvu voda je začela zalivati pljuča in tako. In so mi svetovali, da ne grem, ne hodim, a ne hodim tja, ker bo težko, ker to pač ni lahka smrt, to so mi tudi pulmologi rekli, a ne, in da ne raje počakam, a ne, ampak jaz sem šla, a ne. In ste bili zraven nje Do konca. Ja, Ja, in sem jo v bistvu držala v naročju, tako kot je ona mene držala, ko sem jaz prišla na svet, a ne, sem jaz njo držala, ko je ona z tega sveta odšla. In rada bi mogoče tukaj rekla to, a ne, da jaz sem sicer zelo slaba, ko pride do kakšnih nesreč, poškodb, urezov, krvi in tako naprej, ne morem gledati, mislim, skapadam. Ampak in tukaj je do vsega tega prišlo, a ne, to res ni bila lahka smrt, ni bila tako kot v filmu, da zapreš oči pa rečeš en stavek pa je konec, a ne, ampak je bila kri in vse skupaj. Ampak zdaj mogoče se to čudno sliši, ampak to so bili zame v bistvu občutki, pravzaprav eni izmed občutki največjega miru ali pa spokoja v mojem življenju. To je bilo tako mirno, tako belo, tako, ne vem, kako naj vam opišem, a ne, in ko je odšla, a ne, je v bistvu bilo, v bistvu en sam spokoj, ne. In tako sem hvaležna pravzaprav sebi, da sem šla, da sem omogočila, v bistvu sem bila samo pri njej sem imela, samo pri dadi možnost, da sem ob njej. Rok se je ponesrečil v hribih, pri mami je bilo tako, kakor je bilo. In ja, to je meni olajšalo, se pravi, da sem bila ob njej in tudi zelo mi je olajšalo žalovanje. In to bi jaz rekla, če je le možno, a ne, če je le možno, da so ljudje ob tistih, ki jih imajo radi, ko te, ki jih imajo radi, odhajajo od nas. Da oni ne odidejo sami in da tudi mi v bistvu lahko lažje odžalujemo. Tako in recimo meni se zdelo strašno, da bi dado pustila v neki sobi med nekimi, ki se potem zavese zagrinjajo okrog, a ne, ko je že toliko daleč, med nekimi zavesami, med tujimi ljudmi, sama. Meni se ta misel zdela popolnoma neznosna. In ja, kljub temu, da jaz res nisem človek, ki bi to prenašala, ne, tako sicer v življenju take stvari, tam to je bila, vse, kar lahko rečem, je bil samo občutek miru. Neskončnega miru. Veliko vi pravite, razlagate tudi o pravici do strahu, ne? Recimo tudi pri lastni diagnozi, a ne? Da vas je bilo ves čas zaradi tega, na kak način je vaša mama umrla, ko ji niso povedali, a ne, kaj je z njo, in tudi otrokom do zadnjega, ne, vam pa Roku do zadnjih dni praktično niste vedeli, da mama umira. Zelo poudarjate vedno to pravico, da človek ve, a ne, na njemu primeren način, da se mu pove, pa tudi veliko govorite o pravici do čustvovanja in do strahu. Da ne potiskamo tudi recimo tega strahu pred lastno boleznijo, pred lastno smrtjo pod preprogo, da tudi to ubesedimo, podobno kot recimo žalost in izgubo. Kako pa živeti s tem strahom, ne? Vsi mi smo soočeni s tem, da nekoč bomo umrli, vsi mi izgubljamo naše bližnje. Dnevno se moramo v bistvu srečevati s tem strahom, da nas nekoč več ne bo ali pa da bomo mogoče jutri že bolni. Kako vi hendlate ta strah? Ja, zdaj pač več nivojev tega strahu mogoče, ne. Jaz recimo, če se osredotočam na ta strah, ko ti sporočijo diagnozo, ne, recimo, da imaš rak, a ne.
Torej, normalno je, oziroma ni normalno, če te ni strah, ne. Tako, mislim, to je dejstvo, a ne. In zdaj se mi zdi zelo, ne, da je dobro, ampak celo, da moraš, a ne. Mislim, da si strah predvsem priznaš najprej sam pri sebi, kar je v tej družbi, kakršna je, težko, a ne. Se pravi, da si strah priznaš pri sebi, da ga podeliš z nekom, ne, in če imaš srečo, da imaš na drugi strani nekoga, ki ta strah razume, a ne. Pa ne samo strah, a ne, tudi druga tako imenovana negativna čustva, a ne, da jih ne arbitrira, a ne. To se mi zdi zelo pomembno, a ne, da ti da pravico, legitimno pravico do tvojih čustev, kakršnakoli v tistem trenutku čustva že pač so, a ne. Ker namreč okolica, a ne, ker tako bom rekla, če popustiš okolici, a ne, si zategneš zelo močno zanko okrog vratu, a ne. Jaz sem to dobro videla, a ne, ker kaj je, ne, družba pričakuje od tebe, da boš pozitiven, a ne, da boš vedno pozitiven, da boš močan, da boš verjel, da boš vedno verjel, ne. Zaradi tega, ker družba te edino takega lahko prenese. Ne? In še zlasti se mi zdi, je zanka, ne? Ker samo takega te lahko prenese tudi tisti tvoji najbližji. Zato, ker je njih ponovadi še bolj strah, kakor je strah tebe. To se pogostokrat zgodi. In jaz verjamem, da je bilo moje okrog, recimo, ko sem zbolela, ali zdajle pred 6 leti za trebušno slinavko karcinomom ali pa takrat, a ne, bolj strah, kakor je bilo strah mene, ker ti sebe čutiš, a ne, ta neka življenjska sila v meni je vedno gorela, nekdo drug na drugi strani tega ni mogel čutiti, a ne, in zato te želijo, a ne, imeti močnega, da sami lahko obdržijo glavo nad vodo, a ne. Ampak to ne pomaga, a ne. Če v bistvu nekdo ti reče, ne se bati, a ne, zdaj moraš biti močna, zdaj moraš vztrajati, nova zdravila so, saj nova kemoterapija, ta se je pozdravil, se je pozdravil. To ne pomaga, ker strah je še vedno v meni, a ne. Pomaga pa, da nekdo drug ta strah sprejme, a ne. In mogoče samo tukaj eno kratko, samo je to anekdota ali karkoli, ne, ki ilustrira to, kako je pomembno to sprejemanje čustev. Namreč jaz sem imela po mamini smrti, se ne vem, a se bodo tega še dotaknili, pač kakšno je bilo žalovanje po mamini smrti, a ne. Prepovejte. Ja, no, ampak skratka, imela sem strašen nočne more, a ne. Nočne more, v katerih v bistvu je mama, srečevala sem jo na ulici, v trgovinah in tako naprej, redko kdaj se je ustavila, nikoli me ni pobožala, ali pa celo prepoznala me ni, imela je druge otroke, drugega moža in tako naprej. Vedno sem se bala, da bom jaz naredila nekaj narobe, kakšno frizuro imam, a imam sčiščene čevlje, da ne bom kriva, da bo spet šla. Skratka, in to me je morilo, a ne. In sem povedala babici svoje, povedala sem teti, to so bile res grozljive nočne more, ki si jih že danes spomnim tako močno, a ne. Pa so mi rekli, ne tega sanjati, zakaj to sanjaš? Skratka, niso razumeli teh mojih čustev. Vse veš, da te je imela mami rada, a ne. Potem sem imela pa intervju z eno otroško psihologinjo slučajno, dr. Marijo Strojin. Spraševala sem jo o raku, ker je imela raka, česa se najbolj boji, je rekla smrti zaradi mojih otrok, ker pač srečujem vsak dan v svoji ambulanti otroke, ki so izgubili starše, in pol jaz povem to svojo zgodbo. In ona je rekla, Bronja, to je normalno, je rekla, obstaja vzorec A, B, C, vi ste C, ker otrok ne more sprejeti in ne sprejme smrti mame, ali krivi njo, ali krivi sebe. In to, kar čustvujete, to, kar občutite, je nekaj popolnoma normalnega. In mislim, zdi se res neverodostojno, ko to povem, ampak jaz teh nočnih mor potem nikoli več. Ne? In sem kasneje govorila z eno psihoterapevtko in se mi to prepovedovala, rekla, to je, tako fini mehanizmi so v nas in nas se ne da na nek rokohitrski način odpraviti, ne, vse bo v redu, ne sekiri se gremo, ne da se to tako ne funkcionira, ne. Je pa težko reči, ne, jasno,
ko jaz rečem, strah me je, da bom umrla, ne, pa na drug strani nekdo reče, ne vem, tudi mene je strah, ali pa reče, ali pa se pogovarja o tem, ne. Ni tako enostavno tudi za onega na drugi strani, a ne, zlasti, če je brez izkušenj, ne, ampak jaz sem imela srečo v bistvu, da sem imela vedno vsaj enega, ne, na drug strani, ki je intuitivno pravzaprav ponavadi, dobro pa moja zdravnica to nekako razumel in se ne rabiš morja ljudi. Rabiš enega, dva. Enega. Ja. In vi ste imeli srečo, ne, opisujete, da v bistvu je bilo tisti ljudje, ki so vam rekli, logično, da te je strah, ja, od raka se lahko tudi umre. To je bilo tisto, kar vam je olajšalo. Meni je to olajšalo. Mislim, jaz sem pa, zdaj, pač ljudje smo različni, ne, ampak jaz sem tudi malo obremenjena, tako kot ste prej se že malo navezali s to resnico, ne. Ravno zaradi tega, ker se je zgodilo pri mami, a ne, da je pač resnice o njeni bolezni niso povedali. Jaz razumem, da nama z rokom niso, kar sem hvaležna, ker sem imela 3 leta brezskrbnega otroštva, ampak imam pa velik problem s tem, da tega niso povedali mami, a ne. In tudi iz tukaj po moje izvira, jaz hočem imeti črno na belem, povejte mi, kaj je resnica, kakršnakoli, jaz bom že upravila z njo. Samo da je resnica. Samo da je resnica, a veste, ker resnica je prvi korak do potem, do sprejetja, a ne, ker ti moraš sprejeti svojo bolezen, a ne, in potem resnica je podstat, ne vem, štartni blok, iz katerega se potem lahko odženeš naprej v iskanje rešitev novih poti. In če ta štartni blok majav, če ne štima, kaj boš iskal? Ne? Če je osnova laž, kaj potem, ne? Pa še to, ne, mislim, ti, če ne veš, koga imaš na drugi strani, kako se boš potem boril? A imaš ti karcinom želodca ali imaš pa ti ulkus? Mislim, to sta 2 različni stvari. Če boš ti laufal za življenje ali smrt na 400 metrov, boš verjetno boljši rezultat postavil, kakor če te štopa profesor telovadbe, ne? Mami so rekli, da ima ulkus. Ja, recimo, ne. Mislim, sej vzrokov za to je več, ne. Sej to, pač smo se pogovarjali tudi, ne. Ampak vzrokov je za to več, ampak kljub samo, mislim, mene je ta ne glede s kako dobrimi nameni bila pač ta laž izgovorjena, je ostala še vedno laž in je mene pač in me obremenjevala in me v bistvu obremenjuje do danes in tudi zato zahtevam, prav dobesedno zahtevam, ne me fopati, ne, tako. Prej, ko ste rekli, 1 ali 2 morata biti, ne, verjetno ste mislili tudi na vašega, ko ste prvič zboleli, a ne, za rakom pri 20-ih, vašega nekdanjega fanta Urbana, ki vam je ostal takrat ob strani. Ni samo po sebi umevno, da nekdo v taki bolezni stoji tako ob strani, kot je on, ne. In vidi se, da tudi vi veste, da to ni samo po sebi umevno, na kak način pišete o njem. Še vedno ste prijatelja, čeprav razumem, tudi z nekdanjim možem, Blažem, a ne. Brala sem po izidu knjige, kakšne lepe izjave, tople sta oba v vas dajala javno. To je posebna sreča, ne, imeti take ljudi tudi ob težkih preizkušnjah ob sebi. Ja, mislim, to je sreča, ne, v bistvu, da imaš da imaš pač ljudi, a ne, ob sebi, ki zmorejo, ki so dovolj v bistvu tudi močne osebnosti, a ne, na drugi strani, ki zmorejo to komunikacijo, ne. In težko bi bilo brez njih, ne. Je pa tako, kot sem tudi napisala in tako, kot mislim, zares, to je pomembno, torej imeti nekoga, ne. Pomembno je pa tudi, da mir najdeš v sebi, ne. Ker v bistvu ko si bolan ali pa ko žaluješ tudi, a ne, v bistvu hodiš po zelo samotnih poteh, a ne. In če srečaš koga na tej poti, je krasno, če gre s tabo, a ne. Ampak vsaj en del poti, a ne. V resnici pa, a veste, ne vem, v bolnici sestra ugasne luč, obisk odide, tisti, ki spi s tabo v postelji, se enkrat, tudi če je to po parih urah, zaspi, a ne. In ti ostaneš sam, a ne, lahko s svojimi mislimi in to v bistvu ta mir je, če se le da, potrebno najti v samem sebi. To je tisto, se mi zdi, ki najbolj pomaga in odtehta, no. Kako ga pa najdemo? Kako ga vi najdete?
Jaz v bistvu, to se kar zgodi. Ne, jaz mislim, da tukaj ni priročnikov, ni nobenih nasvetov. Tukaj telo, glava, to funkcionira po svoje. Mislim, to so neki bazični instinkti. Večkrat sem se vprašala tudi sama sebe, ker sem se presenetila, ne toliko mogoče pri Hodgkinu pri 20, ampak recimo zdajle pri karcinomu na izvodilu trebušne slinavke, ker je to res taka dramatična diagnoza, pa ob tem, da sem imela že 2 otroka in da je bila Katjuši toliko stara, kakor jaz, ker sem izgubila mami, je bila stara 14 let, pa sem še vedno v bistvu uspela najti, ta mir in to neko, mislim, ne vem, kaj je to, ampak popolno zaupanje, da bo vse okej, da bom že nekaj zmotila, da sem že nekako zmazala. Zakaj je to? Ne vem. Jaz mislim, da je mogoče tudi, recimo antropologi pravijo, kako pomembnih je prvih 5 let recimo življenja, da se za otroka, da se vzpostavi ta neka bazična varnost, kar je ful pomembna, Varnost je pomembna, ta nek občutek brezpogojne ljubezni, in tega nekega vatastega ovoja, In jaz sem imela teh 5 let, ne samo 5, vsaj 14, vsaj 14 let, in jaz mislim, da sem si v tem času tudi nabrala in stlačila v rokav te ase, džokerje, ki jih lahko pol položim na mizo, ne vem, ko Življenje terja. Ko življenje terja ali pa ko bi me kdo lahko vrgel ven iz igre, Sej, to je bilo eno od mojih vprašanj naprej, Mi imamo neka ta sidrišča varnosti, recimo ne vem, vi ste imeli v mami, v dadi, potem pa odrastemo in smo sami nekako ta sidrišča varnosti za naše otroke, Hkrati pa tudi sami doživljamo neke pretrese, takšne in drugačne v življenju, žalujemo in tako naprej. Vi ste zdaj opisali, na kak način v bistvu ste vi sami sebi lahko postali to neko sidrišče. Ob tem so sicer zelo pomembni, tako kot ste rekli, tudi ti ljudje, ki so zraven, ki lahko vsej del poti prehodijo z nami, ko imamo neke stiske, ampak bottom line je, da moramo, tako kot ste rekli, tudi sami biti v bistvu tukaj zase, sami svoje sidro. Ja, gotovo, in potem tudi sidro za te, ki jih imamo pa mi zdaj radi, in za naše za otroke, pa če smo 2, in za ljudi okrog sebe. In tukaj pa je, ker včasih recimo, včasih sem tudi, če rečem v kakšnem intervjuju, mene imajo vsi tako zelo močno, recimo vsi, če bo kdo, boš ti, če bo kdo, bo Bronja in tako naprej, ampak jaz sem nekako zase vedno zmogla, sem, ampak kar hočem mogoče samo povedati je pa, da pa vseeno vse te vsi ti dogodki, vse te travme pa puščajo sledi, se naplastijo nate, in te poškodujejo, spreminjajo tvoj značaj, ustroj, vse, In včasih, se tudi jaz sama pri sebi bojim, recimo, da bi neke stvari negativno mogoče prenašala ali pa strahove, Na svoje otroke. Ja, recimo na svoje otroke, Ampak zaenkrat se kar, mislim, ne moram, ne upam, recimo, ko sem zdaj zbolela za trebušno slinavko, sem jima zelo, tako recimo smo se zelo lepo pogovorili, jaz sem jima povedala vse, kaj je, kako zdravljenje gor dol, in sem jima dala vedeti nekako, da bo da se mi zdi, da se bo dobro to vse skupaj speljalo, in mislim, da v tem smislu tega strahu nisem prenašala naprej. Mogoče pa kakšnega drugega, mislim, saj nismo popolni, probamo narediti čim več iz našega starševstva in vzgoje in tako naprej, ampak gotovo pa, če si tako poškodovan, recimo skozi življenje, mogoče je tudi kaj ne preveč dobrega, kar prenašaš naprej, tako si mislim, Ja. Kako pa ste sprejela otroka? Jaz sem imela občutek, da v redu. Zdaj, več je,
tako bi rekla, po eni strani je mogoče zato, ker tudi ne vem kako, jaz mislim, ker to je bilo res huda diagnoza, huda operacija, meni so dobesedno naredili rekonstrukcijo prebavnega sistema, pobrali ven vse živo, a ne. Bila sem fertik po operaciji. Pol leta ste sestavljala sem se v bistvu glih do izida knjige, a ne. Marca so me operirali, do izida knjige sem se postavila na noge, ker to res tako, jaz sem bila že toliko operirana, pa v družini zdravnikov pravzaprav živim tudi abdominalnih kirurgov in tako naprej, a ne, in mene, ne vem, se šlo operirati, ko sem se šla tako drugače, skoraj tako kak pedikerju, mislim, jaz nisem imela neke probleme s temi operacijami in sploh se nisem mislila, da lahko kaj tako brutalno grozenka, ko se zbudiš iz narkoze. Mene je to totalno šokiralo, ne, in da je lahko okrevanje traja s takimi bolečinami in vse skupaj toliko časa. No, ampak, kar sem hotela reči, Otroci. Ja, otroci, ja, da v bistvu je bila ta fizična bolečina, ki sta jo videla in enkrat je Katjuša celo me je videla in se je obrnila, tisti mi je bil tako hud trenutek v okno tam v bolnici in sem videla, da se je zatresla in da je zajokala. Ampak kar se tiče pa tega, nisem pa nikoli pomislila, da se ne bi, tako kot sem rekla, da se ne bi dobro izšlo. In jaz mislim, da sem to tudi prenesla, ne samo z besedami, a ne, se to lahko, ne, je bolj ali manj verodostojno, ampak jaz mislim, da sta res v meni čutila, a ne, da zdaj sem v frki, zdaj me boli, ampak to bo minil, a ne, in bo v redu, a ne. In jaz sem to zares verjela in očitno sta pač tudi otroka. In prav zdaj smo se pogovarjali, ker sta že starejša, Katjuša celo študira medicino, zdaj drugi letnik, Matija je tudi na difu, pa tako pa malo se te stvari bolj poznata, ne. In smo se pogovarjali, kaj sem imela jaz, a se meni samo zdelo, da sta vidva okej takrat, a ne, a sta imela kakšne stiske, ne. Katjuša rekla, mami, majke mi ne, jaz nisem mislila, in Matija rekel isto ne. Zdaj lahko je tudi to izhaja iz tega, ne, ko so prej govorili no, skratka, da otrok v zavesti pač nima. Da mama lahko umre. Ja. To je vaša tudi izkušnja z vašo mamo, ne? To je točno to, a ne. Tudi zdaj me sprašujejo, ne, in tudi zdaj, ko smo delali film, recimo, je bilo to eno vprašanje, ne, da mogoče izgleda malo nerealno, a ne, ampak ne, ti kot otrok v bistvu mame ne umirajo, a ne, in mama je bila dobesedno na smrtni postelji, na morfiju, jaz me na kraj pameti ni padlo, da bi lahko mami umrla, ne. In jaz mislim, da na podoben način sta lahko tudi moja dva otroka gledala name, a ne. Tako da to je pa res, recimo, da je bila pa ja, in sta hodila k meni mimogrede iz šole, pa tako, pa iz violine, pa tako mimogrede sta priletela za pol urice, pa tako zelo nekako sproščeno je bilo pravzaprav to obiskovanje, ne. Je pa res, da so me pa klicali, Matija je takrat plavanje treniral, pa je imel neke teste krvne, pa tako, no, tisti, ki delajo, pa me je potem klicala zdravnica, je rekla, veš, Matija ima povišane te stresne hormone. Ja. Tako da to pa je imel, a ne, tako da očitno, mislim, brez preostanka verjetno ni nobena reč, a ne. Vi tudi veliko poudarjate, da niso vsi raki enaki in če kdo ste vi dokaz za to, ne. Hočem reči, da ni vsak rak smrtna obsodba in da v bistvu bi mogli to stigmo z raka skiniti, da bi bilo potem tudi lažje, a ne. Vedno poveste to zgodbo, ko vam je prodajalka v knjigarni prodala knjigo, ki jo je poimenovala Rak in smrt, v resnici je pa na njej pisalo Rak ni smrt. Ja, in to s takimi rdečimi črkami na čist beli knjigi, ne. Ja. Ampak to je v nas, ne. Ampak se malo ta stigma vseeno lomi, ne. Ja, gotovo se lomi, recimo že samo, če pogledam od leta 84, ko je umrla mami, pa do zdaj je v bistvu to, kar se tega tiče tabuiziranja raka, sigurno
neprimerno boljš, osveščanje, govori se veliko in tako naprej. Ampak kljub temu je še vedno tabuizirana tema in kljub temu je še vedno premalo reflektirana. Ne? In jaz mislim, da jaz imam že problem, že sama beseda rak je tako neposrečeno, jaz se spomnim iz otroštva, raka ima nekdo, rak se je razširil, že to je grozen, v bistvu ta otroška domišljija je pri meni delala, groza, kaj je to zdaj v raku, v telesu, to se širi in tako. Predvsem pa, veste, mislim zdaj, ne vem, bom kikslena, ampak mislim, da je 800 plus diagnoz, in vse med sabo zelo različne. Ja, vse pa rak, zelo različni in prognoze, zelo različno, pač ima nek skupen imenovalec, ampak vse blazno različno, vse pa prekrito z neko grozo smrti, in to je problem, je pa gotovo, na tem se je naredil ogromno, tudi mediji ste naredili ogromno, ker se o tem veliko govori, se piše in tako naprej, ampak še ena mogoče anekdota poleg te knjige, recimo jaz sem takrat pazila enega fantka luškanga, glih v tistem obdobju, ko sem zbolela, pred tem, pa sem potem zbolela, pa sem bila še toliko nekako pri sebi, da sem lahko, ko so me klicali, da gre sta gospod pa gospa v gledališče, in sem prišla, fantek je že spal, pa to se rekel, da gre sta, pa sem nekako, kaj super, bom jaz pazila, sam mogoče ne bom mogla vsakič prideti, ker sem, pač so mi diagnosticirali Hodgkina, pa najprej nisem točno vedela, kaj, pa sem rekla, ja, raka imam na limfnih bezgavkah, gospod je nekako še to zvozil, gospa je bila gotova. Je tak občutek, pa vem, da nisem falila, kot da tisto slabo znamenje, na ta način, kužnost, ne vem, nekaj v tem stilu, in nekako sta se pol šla v tisto gledališče, zelo hitro vrnila, vedela sem, da me ne bota več poklicala, me tudi res nista nikoli več poklicala, ampak to je bilo leta 89, zdaj upam, da se take stvari ne dogajajo, Tudi ta društva so super, recimo tudi Onkomen, recimo zdaj, ki pa moške, perfekten, imajo tudi super akcije, prilagojene, ki je spet nekako malo drugačna komunikacija potrebna z moškimi, recimo, tako da, ja, to se veliko dela na tem in super, da se. Vi pravite, da delate kljukice, da recimo, ko ste bili stari 37 let, kot je bila vaša mama, ko je umrla, ste naredili kljukico, ste sicer zboleli, ko je bila vaša hčerka stara 14 let, tako kot ste bili vi, ko je mama umrla, ampak ste zvozili in ste tukaj in ste zdravi in ste aktivni in ste spet naredili kljukico. Tako da se te kljukice množijo. Takrat, ko vam je mama umrla, niste imeli nobene psihološke pomoči, ne vi, ne vaš brat Rok, ki je bil star takrat 11 let. Noben v šoli, pravite, ni zaznal, da bi ta otrok, recimo, mislim, se tudi vi, 14 let ste stari. Ampak recimo pri 11 si predstavljam, koliko mora biti to hudo za nekega otroka, pa v bistvu ni bilo nobene psihološke pomoči. Recimo, da so bili drugi časi. Ampak tudi potem, recimo pri vaši bolezni, ta prvi, pri 20-ih, niste šli po pomoč, niste imeli pomoči, Ste pa, to ste javno povedali, zato povem, šli po psihološko pomoč, ko ste se ločevali. Preden ste se ločevali. Je v bistvu to razhajanje, tudi take sorte izguba, po vašem mnenju, ki lahko enako boli, ki lahko enako žalovanje terja, oziroma ki sprožajo v nas tudi neke stvari, ki jih včasih ne moremo oddelati sami in je prav, da gremo po pomoč. Gotovo, mislim, to je tudi mala smrt po svoje, smrt odnosa, smrt družine, smrt, razpad družine. To so, recimo, to je prvič v bistvu, ko sem jaz začutila, pa jih, recimo, tako bi človek rekel, pa vse to si dala čez, raka, smrti, to vse tako, potem te pa to tako vrgli iz tira, me je, razlogov verjetno je več, k sreči sem bila tako, da sem to začutila, da jaz sama tega ne bom zmogla, Videla sem, kaj se pripravlja, to je bilo v bistvu eno leto, preden sva se razšla, ampak sem že malo prej vedela, pa sem imela tudi kar neke težave, ker naenkrat sem izgubila sluh, pa mislim neke
kako se reče, nizke tone, v bistvu v desnem ušesu, pa ravnotežje, pa take stvari, a ne. Nič niso našli, ne, in meni se je potem začelo sliti, da je mogoče v bistvu to dejansko taka stiska in taka tesnoba, a ne, in sem se obrnila na pomoč. In in meni je to pomagalo. Jaz sem v bistvu šla na, v bistvu to, ko se reče, kognitivno-vedenjska terapija. Jaz sem bolj tako na tleh, a ne, meni je to pomagalo ful. Da sem razumela sebe, zakaj se tako reagiram, skratka, tako pač, kakor ta kognitivno-vedenjska terapija se loteva teh zadev, meni je to res zelo pomagalo, ne. Ker problem je bil namreč tudi v tem, a ne, ja, razpad družine, mislim, je težko, a ne, mislim, so otroci, ne, grozno mi je bilo v bistvu zaradi njih, ne, zaradi sebe, zaradi njih, zaradi, mislim, vsega skupaj. In ja, po vseh teh prejšnjih razpadih, a ne, ki se je tudi praktično naša družina raztreščila po mamini smrti, a ne, da se je v bistvu potem še moja raztreščila na tak način, a ne. Ja, da sem se za to odločila in sem zelo hvaležna, da sem se. In res, v bistvu me je potem do takrat, ko se je odločitev pa zares zgodila, a ne, sem bila pa jaz že v bistvu postavljena na noge, a ne. Kar se mi zdi, da je bilo zelo pomembno, se pravi, to je bilo potem 1 leto kasneje, da sem jaz že stala približno postavljena na noge in da smo lahko to tako odpeljali po najboljših močeh, kakor smo znali. Zelo fajn sva se, mislim, kakor se da pač, ampak res zmenila, a ne, z Blažem. Ampak zares v dobro otrok, a ne, ne tako, kot se reče v dobro otrok, a ne, pa potem vsak po svoje, ne. Midva sva res tako, na to sem ponosna v bistvu ful, nase in na Blaža, a ne, ker eden ne more nič. Samo dva lahko, a ne. In da sva to naredila, ker bilo mi je pa zelo pomembno to, a ne, tako se mi je zdelo, a ne, zdaj ne morem v Blaževem imenu jasno govoriti, ampak bili smo 4, a ne, in zdelo se mi je, da samo en bo padel od teh 4, a ne, pa bomo padli vsi, ne. Ali če bosta ta-male dva v stiski, če bo Blaž v stiski, če bom jaz v stiski, še vedno, ne glede na to, da smo bili narazen, smo bili kot neka družina, a ne, in jaz se mi zdelo, da moramo vsaj do nekega trenutka, ko potem otroci odrastejo in vse skupaj se spremeni dinamika, nekako obdržati to ravnovesje, in to mi je bilo ful pomembno. In noben ego, nula, ne. V bistvu ne pri meni, jaz mislim tudi pri Blažu, nič, ne. To so dala vse na stran in sfurala otroke, takrat sta bila stara 11, 12. Tako da, ja. Ja, to je vsekakor en velikih dosežkov Jaz mislim, da v življenju nekoga, ne. Če nekaj takega, kar je v družbi pogostokrat totalno nepravično dojeto kot poraz, je v bistvu lahko zmaga, da ljudje, ko grejo normalno narazen, ohranijo normalne odnose v dobro otrok in so ti otroci normalno srečni in živijo normalno otroštvo. Ker vsi rečejo, jaz še enega nisem slišala, da ne bi rekel, da v dobro otrok, ampak kaj pa za to dela, mislim. Ja, ne. pa v resnici za to dela. Tako da to, ja. In tudi družine, ne, mislim, babica, mislim, je zelo pomembno, recimo, da sta Matija pa Katjuša z Blaževo stranjo povezane, a ne, z babi, z teto in tako naprej. Ne, tukaj to, kar sva imela midva z Blažem ali karkoli, nima nobene veze, a ne. To nima nobene In je to ena od tem tudi, o kateri je treba podobno kot o raku, o žalovanju, o smrti govoriti, zato da bi tudi to stigmo izločitev, a ne. Ja, mislim, gotovo, a ne, gotovo, mislim, in te ločitve, sem toliko, a veste, tudi ljudje, ki so recimo, tako te presenetijo, ne, se ti zdi, mislim, super, ne, ljudje, družinski prijatelji, vsak po svoje krasen človek, a ne, krasen človek. Potem pa, ko se to zgodi, pa se speljejo stvari na tako nemogoč način, a ne, da si presenečen, to
Ampak je pa tako, ne, v bistvu, če hočeš res na ta način v dobro otrok, recimo, je treba dati, mislim, jaz nisem ekspert za to, niti slučajno, ampak tako smo midva nekako sebe malo na stran, ne. Ja, Oba, ego na stran. Oba ega na stran. Pa ne samo ega, ampak tudi v bistvu malo tvoje, ne vem, čas, razpoložljivost, plane, ne, in v bistvu sem midva z Blažem zelo dejala na stran dolga leta, na stranski tir naju. Ampak jaz zaradi tega nisem imela nobenega, da bi mi bilo to kakšen problem. Recimo, da bi se zaradi tega počutila kaj prikrajšanega, ka pa jaz ne vem kaj, zaradi tega ne delam, ker je, mislim, skratka, meni to ni bilo nikoli težko, no. Ja, ne vem. Če se vrnem malo nazaj na knjigo. Vi pravite... To sem še hotela reči, že menda celo enkrat Katjuši rekla v šoli, da smo mi ločeni, ampak da smo drugače ločeni. No, to se mi zdi tako nekako lepo. Se pravi, da smo malo drugače ločeni, kakor so drugi, no, pa to mi je bilo en tako bliž, no. Ja. Odlično. Moj otrok je tudi rekel v šoli, mi imamo zdaj 2 stanovanji. No, evo, to. Rekli ste že, da je glas otroka je naš naraven glas. To ste rekli za Buklo. Ker v bistvu ta vaša knjiga je napisana tako, kot da otrok piše, ne, skozi v bistvu prizmo otroka. Kako vi ohranjate glas otroka v sebi? Ja, to je v bistvu... Torej, začetek knjige je pisan skozi otroške oči. Se pravi, knjiga je pisana v sedanjiku, a ne? To se je slučajno zgodilo. Prej normalno sem začela pisati v pretekliku, potem se mi je nekaj stavkov zapisalo v sedanjiku in potem sem videla, da to je v bistvu edina stvar, ki štima, zato ker sem se tako lahko identificirala, ker je bilo to sedanjik, ker je bila mami tukaj, ker je pekla štrudel, ker je dada tukaj likala, ker je oče obračal krmenateljce, skratka vse je bilo tako, ali pa kot da bi neki diasi se prikazovali in sem se jaz v to otroško Bronjo, a ne, zelo enostavno, tudi čisto naravno oživela, ne. Zdaj ta glas otroka, ne, v meni, ne, je pa ena v bistvu še druga reč, ki sem jo pa potem, tega se sploh nisem v bistvu zavedala, ne. Pa sem potem prebrala to nekje. Namreč, ko se ti recimo zgodi taka izguba, torej matere, ne, mame, kot se je meni pri 14. Sem bila mladostnica ali pa otrok ali kakorkoli, ne. V bistvu se en del tebe v bistvu ostane na tej točki. Ostane na tej točki, kot da en del emotivnega ali kakršnega koli, mogoče najbolj emotivnega, ne, en delček od tega emotivnega razvoja ne gre naprej. A ne, in se je tam ustavil, ne. In zato recimo meni še zdaj mogoče, ne, se mi fržmaga, ne, da pa je zdaj čisto najbolj normalno, da jaz sebi spečem torto za rojstni dan, recimo, ne. Ampak je še vedno v bistvu v meni tisti otrok, a ne, ki mu torto mora speči mami, a ne. In v enem delu sem, kako bi rekla, ne ravno zaostala, no, ampak... Ostali otrok. Ja, sem ostala in recimo mi tudi kdaj kdo reče, ne, mislim, da so tudi kakšne moje vprašanja ali pa kakšne neka razmišljanja, da so čisto infantilna, ne. Ampak sem to prav v nekih teh razpravah o kako te oblikuje izguba mame in kako to lahko vpliva, je to ena izmed zelo tako pomembnih točk pravzaprav, da je ta, da nekako z enim delom ostaneš mičkeno odzad. A vi kaj v življenju delate drugače, mislite, zaradi recimo teh izgub v rani mladosti ali pa zaradi tega izkušnje raka v 20-ih? Zdaj, vi tudi po tej pred 6 leti, ko ste imeli diagnosticirana celo 2 raka, ne, takrat istočasno. Vi zdaj normalno lahko jeste vse, čeprav razumem. Bolj ali manj, ja. Bolj ali manj, normalno športate, veliko športate.
mislim, probam, ja, ampak mislim, to me kar, ta zadnja, se takole se mogoče niti ne vita, ne, ampak to me je kar porezal, ne, pa ljudje noče tega slišati, kaj te pa se to greš ne, ampak je, ne, mislim, mislim, presnova je malo drugačna, vse skupaj je drugače in jaz pač težko pridem recimo včasih sem jaz tudi smučanje trenirala, sem bila neka športnica, vse do neke mere, ne, pa vem, kaj pomeni dobiti kondicijo, pa vem, kaj zdaj pomeni, če je pač ne morem, do neke plafona grem, potem pa, če grem naprej, grem v bistvu naredim prej korak nazaj, ne. Skratka, nisem čist, ne, saj sem tudi konec koncev na 4-urnem delovniku, ne, kar mi je bilo zelo težko pravzaprav, ne, to ni toliko najbolj enostavna odločitev, ampak pač ne zmorem, ne. Vi ste sicer diplomirana novinarka, ne, delate pa še vedno v bančništvu. Ja, v bančništvu, ja. V bančništvu delam na korespondenčnem bančništvu in to mi je super. Zdaj trenutno, ja, in so mi tudi omogočili, tako da imam lahko te 4 ure, no, in ja. V knjigi je zelo vidno, ne vem, kako bo to v filmu, da že zelo majhne, že preden vam mama umre, pa preden zboli, ne, da tudi zelo dobro opišete, kako tudi zelo majhne stvari lahko prizadenejo otroka, ne. Recimo, ko greste v bolnico, ko vam grejo prste razrezati na nogo, ne. Ta izkušnja, jaz imam tudi podobno izkušnjo v bolnišnici, ne, iz otroštva, ki sama po sebi, če racionalno gledam zdaj kot odrasel človek, ne, ni nič posebnega. Okej, en teden sem mogla biti v bolnici, ampak zelo podobno izkušnjo kot vi, ker vas je bila smrtna groza, ne, da ste mogli tam v bolnici ostati par dni. Ste kdaj razmišljali o tem, kako je v bistvu ta pogled otroka, ne, na neke preizkušnje, ki se nam zdijo tako racionalno majhne, vse, kar otroke plaši, zakaj jih je strah, kako v bistvu na nek način zahtevamo od teh otrok, da so racionalna bitja, v resnici pa jim zelo veliko s tem odvzamemo, ne, ko se ne zavedamo, kaj vse jih lahko plaši, ne. Ja, mislim, to so otroški svetovi so popolnoma drugačni, a ne, kot naši. To je jasno, a ne. Jaz se spomnim, ja, ko sem šla v to bolnico, groza me je bilo, a ne, pač nihče ni razumel tega, da je mene groza, a me bo mami našla, ko so me prestavili iz sobe 1 v sobo 2, a ne, to je bila popolna nočna mora, a ne, a bo ne vem, en cel kup strahov je bilo, a ne, in pa tudi recimo ne vem, je rekla, ne vem, je prišla, ne, pa je rekla, zdaj bom pa jaz počasi šla, ne, mislim, tudi tako, kako otroci to razumemo, ne, jaz bom pa počasi šla, pa sem mislila, okej, počasi, to pomeni, da naslednji hip ostala pa šla, ne, skratka, mislim, otroci itak različno, mislim, drugače reagiramo, a ne, na vse skupaj in te slike otroške so jasno zelo drugačne od odraslih, kar je pa pomembno, recimo, in jaz pač se tega toliko zavedam, a ne, recimo, da pa zdaj ni treba, da si zelo majčkena, ne, lahko si tudi večji, a ne, da recimo, prav, ko sem zbolela za trebušno slinavko, a ne, je ena izmed prvih stvari, ki sem rekla in prosila svoje domače, da bom jaz povedala otrokom, kaj je in kako je, zato ker najhujše je, a ne, da si otroci vse namislijo, a ne, ker to, kar si namisliš, veste, kaj si lahko vse namisliš, a ne, in ti strahovi so ogromni, lahko ratajo, in jaz nisem želela, da bi to iz enega vogla, pa drugega, pa prek tega človeka, pa drugega, vsak malo drugače in potem, ali pa da bi se celo kaj šušljali in tako naprej. To se mi zdi v bistvu, se mi zdelo v bistvu, da bi bilo nekaj najslabšega, ne. In pa še mogoče to, ne, zdaj mogoče ni čisto točno pač povezano na to temo, ampak kako otroci drugače doživljajo tudi stvari, tudi izgube, a ne. Midva z Rokom sva izgubo mami doživela popolnoma drugače kot odrasli, a ne. In prav zaradi tega, ker otroci reagirajo drugače, je otroško žalovanje zelo zapostavljeno, ker se ne razume, a ne. Jaz sem hodila, Rok ga itak biksal po šoli, a ne, jaz sem imela fante, v šoli sem popustila, ampak dobro, temu nihče ni pripisoval, da zaradi mami, ampak
bolj zaradi zabav in tako naprej. Skozi sem imela neke družba in tako naprej, ne. In Broni se nič ne pozna, k sreči se nič ne pozna, ne. Ampak jaz sem žalovala, ne, samo na drugačen način. Tako da tukaj velik razkorak, ne, med otroškim pogledom in pa pogledom odraslih. Po mamini smrti, a ne, se o mami v družini niste pogovarjali. Ta tišina je bila tista, ki vas je ubijala, o njej se ni več govorilo. Ljudje okrog vas so mislili, da vam s tem pomagajo, da vama z bratom, z Rokom v bistvu olajšajo, ne, da ni mama vse prisotna, vi ste pa to v resnici zelo pogrešali. Lahko zdaj svoje izkušnje poveste, do česa vse lahko to tlačenje, nepogovarjanje recimo privede, to potiskanje pod preprogo. Ja, ta tišina, ne, ki je sledila po mamini smrti, torej pač zakaj je do tega prišlo, gotovo zaradi tega, ker jaz mislim druge razlage jaz ne morem pač videti, ne, kakor to, da sta oče in babica poskušala naju z Rokom zaščititi, ne. To gotovo, sta mislila, da bo, ne, če se mami ne bomo pogovarjali, da bo nekako pozabila ali kaj, ne, oziroma če se bomo, da se bova skozi opominjala, ne. Zdaj nekaj je ta družba, ki to prinese, a ne, ko je žalovanje pač nekje, ne, porinjeno stran, neki so družinski vzorci, karakterni vzorci, en sklop je teh pač najbrž razlogov, zakaj do tega pride. Ampak tišina je jasno najslabša možna izbira sploh, a ne. In se ti obesi za vrat in se zareže vate in spreminja tvoj značaj, tvojo identiteto, in vse, jaz se počutim iz tega časa gimnazije, pušča v tebi pač neko res luknjo, ki jo probaš polniti na najrazličnejše načine, tako kot sem prej rekla, fanti, družba, ne, in tako naprej. Ampak se pač zavedaš, da se ti praznine zapolniti v resnici sploh ne da, ne. In spreminja tudi identiteto tvojo, ne. Jaz sem bila dolga leta, nisem bila Bronja Žakelj, jaz sem bila Bronja brez mami, a ne. To je bilo res vse, kar je bilo pomembnega o meni, a ne. In jaz sem bila tudi tako vzgojena, jaz sem to tišino pač sprejela, če se ni pogovarjala, se jaz nisem pogovarjala doma in niti v šoli, a ne, ker pri 15 se noben ne bo pogovarjal o mamah, a ne, kaj šele o mrtvih mamah, a ne. In občutki tistega časa, ki se jih spomnim in ki so me spremljali, je najbolj ta občutek, torej od vseh občutkov bi lahko rekla občutek sramu. Zato, ker sem bila drugačna, ne. Ker takrat hočeš biti isti, a ne, z istimi all-starkami in iste superge, iste majice in tako naprej. Pri meni je bilo pa vse drugače, pa še mame nisem imela, ne. In ta občutek sramu me je spremljal čez pravzaprav celo srednjo šolo, in spomnim se, kako sem se izogibala, ko smo imeli turnuse, popoldne sem špricala, recimo, kadar sem vedela, da je roditeljski sestanek, pa da bodo trume mam se valile po stopnicah v našo gimnazijo, ne, brez moje mame. Ali pa kako sem Dado nekako na finto vrgla z maturantskim plesom, ne, ker pač nisem prenesla misli, da bi šla v polno festivalno dvorano, polno mam, brez moje mame, ne. Skratka, to so stvari, ki puščajo. Mogoče bi bilo lažje, če bi mi to se pogovarjali, odžalovali, kakorkoli, ampak ja, en cel sklop okoliščin je bil tak, pa tudi, tako kot ste rekli, ne, tudi v šoli ni bilo nobene podpore, ne pri Roku, socialne službe, psihologi, in pred leti, ko je že knjiga izšla, jaz sem imela šus pri matematiki, v 2. letniku, krasna profesorica je bila, res krasna, in tako se spomnim, da je skoraj jokala tam na tistem popravnem izpitu jesenskem, ke me ni mogla spustiti, ker nisem imela pojma, a ne. In sem bila zdaj na literarnem večeru na Bežigrajski gimnaziji in je rekla, Bronja, jaz sploh pojma nisem imela, kaj se s tabo dogaja, jaz nisem vedela, da si ti eno poletje prej izgubila mami, ne. To v bistvu sploh nihče pravzaprav ni vedel, nikjer se to ni komuniciralo, jaz sem mislila, da sem itak
ne vem, da sem se zavozila, da sem, ne vem, zelo tako kritično sem gledala tudi nase, a ne. Skratka, en cel kup, stvari se zelo zapletejo, no, skratka, s to tišino in vsak ima svojo pot žalovanja, ampak to, da se ne žaluje ali pa ta tišina. Pravzaprav je bila tišina presežena šele zdaj. S knjigo? Ja. Ja. Rečete tudi, ne, da tudi ko se žaluje, da ne v knjigi, potem kasneje v intervjujih, da tudi ko se žaluje, se zahteva točno določeno vrsto žalovanja, ne preveč, Ja. ne predolg, a ne preveč jokati, ravno prav. Ja. A ne? In tudi to lahko boli, ne? Če čutimo več kot to. Ne? Ja, ker je to je tako, ne, v bistvu vsi poudarjajo, poudarja se recimo to, torej žalovanje je pomembno, je potrebno, ne, in z izjemo recimo te naše družbe, povsod je žalovanje nekako, in to zelo pomaga, ne, zritualizirano, skozi neke prakse, skozi igre, skozi obrede, ve se, kako se obleči, kdaj črnina, kdaj ne, kakšni so obiski, kdaj se vzpostavijo seksualni odnosi, družabni odnosi, sedmine, obletnice, skratka, to je vse nekako tako, pri nas pa tega ni, ne, pri nas je pa dobesedno, kot da bi bila tako malja, seveda, da ja, ne, da se ne spodob, mislim, da ne, se spet malo karikiram, ne, se ne spodob, preveč pa ne, a ne, predvsem pa ne dramatičnost, a ne, to je treba pač neki tudi diskretno, a ne, med štirimi zidovi preveč in predvsem se treba vrniti čimprej v svoje, v vsakdanje življenje, ne, ker živimo pač, neoliberalna družba, to produktivnost in tako in žalost, v bistvu v taki družbi pravzaprav nima kaj početi, a ne. Ne žalost, ne bolezen, ne? Ne žalost, ne bolezen, ne smrt, ne nič, kar je povezan s tem, a ne. In še nekaj, ne, in tudi ta naša družba je instant, a ne. Mi, ne vem, hočemo vse takoj, a ne. Mislim, od instant juh do instant, ne vem, tehle hran, ki jih po hladilniku nabiramo, štumfov noben več ne krpa na tistih gobicah, a ne. Mislim, tega ni več, a ne. Vse hočemo imeti takoj, takojšnje potešitve, zadovolitve, rešitve, a ne, ampak v žalovanju takoj ne obstaja, ne. Takoj ne obstaja in tukaj tega ni in ni bližnjic. Pač tukaj ne moreš preskočiti, samo čas je tisto, kar so rekli na začetku, ke brus, ke mele in potem pač nekako odbrusi, a ne, in recimo, pri mami je bilo tako, kot je bilo, pri Roku si pa pač, sem bila pa že toliko, rekla zverzirana, ampak smrt je bila v meni že toliko premišljena zaradi mami, zaradi moje bolezni, pred tem, da si tega žalovanja pa nisem več pustila vzeti. Ne, in sem odžalovala Roka. Ja. Vas je pa ta najbolj, rečete, pretresla oziroma mogoče najbolj zaznamovala, ker vam je bil na nek način, ste mu bili tudi kot mama, ne, ker mama ni bila. Ja, sicer me tako nihče, recimo, to sem zelo hvaležna očetu, on me nikoli ni postavljal neko vlogo, ki bi se tudi lahko zgodila, ne, kot mame, ne, sploh ne, ampak moj občutek, ki sem bila 4 leta starejša, je bilo tako nekako, da skrbim za svojega brata, ne, čeprav se itak ni da za njega skrbeti, ki je frlel po svoje, ne, ampak tako, ne, tako se mi zdi, da vodo držim takole v dlani, in mislim, Rokova smrt me je zares, mislim, to res amputirala in na začetku sem še nekaj poskušala, prijatelji so mi stali ob strani, vem, da so naredili eno tako dobro večerjo, takrat se ni dobili šparglov pa gorgonzolo, pa so vse to nabavili, pa za mojega psa so neke take drage vreče hrane mi zrihtali, pa vse, pa neke žurke, pa to. Ampak jaz pač tega enostavno nisem zmogla. Pravzaprav je bil nek trenutek, mislim, da je tudi opisan v knjigi, ko sem šla v CD, v bistvu v klub Cankarjevega doma na neko zabavo, to je bilo mogoče 2 meseca ali pa 3, mogoče glih jesen, ne, po Rokovi smrti in me nekdo vprašal, to je super, je bilo tako kao žurka, muska pa to, pa me nekdo vprašal, če imam brata ali pa sestro in jaz sploh nisem vedela sploh kaj reči, kaj sem sploh zdaj jaz, ali sem edinka, ali sem kaj, in me je to tako pretreslo, da sem zbežala z tistega Cankarjevega doma in takrat sem se odločila, da bom pač vzela 1 leto in odžalovala po svoje.
In potem tudi opisujete, ne, kako se potem to obrusi po tem doživljanju teme in to, ko vas je čisto pokosilo, ne, ko v bistvu je še rok umrl. Ampak potem pravite, obroč, ki me je tesno stiskal skoraj vse leto, se rahlja, tesnoba izgublja svojo črnino, noge niso več tako zelo težke in glava je tudi svetla, rok je še vedno v njej je ves čas, ampak teža njegove odsotnosti me ne pritiska več tako zelo k tlom. To je tudi posledica tega, da ste v bistvu mislim, da ste se pustili to leto teme. Ne? Ja, to se je potem zgodilo tam nekje proti pomladi, je to jeklo okrog mene, a ne, začelo popuščati, prav fizično je začelo popuščati, ker prej me je pač bolel, pač fizična bolečina je tudi to. In potem sem tako prav neko svetlobo, neko radost na nek način sem čutila, da to se počasi očitno bo odplaknilo z mene, a ne, in da bom jaz spet lahko živela naprej svoje življenje. A ne. Se ponavadi tako vidi, da človek spet dojame, prav na novo recimo vidiš stvari, ki jih prej nisi, a ne, mogoče, ki jih nisi eno leto, ne vem, vidiš rože, ki jih prej eno leto nisi zaznal, ne, slišiš zvoke, ki jih prej nisi zaznal, pa veš, da so bili tam. Ne. Prav to, ne, prav spomnim se listov nad sabo. Prav listov nad sabo se spomnim, se pravim, bila že pomlad in jaz sem prvič potem, ker veliko sem hodila takrat s psom od roka, ne, sem hodila pa samost, jaz sem rabila biti sama, ne, veliko sama. In sem se zavedala teh listov nad sabo. To je bil en tak trenutek, ko sem videla, da spet počasi živim. Kako se je spremenil vaš odnos z očetom potem, ko je prebral knjigo? Vi večkrat rečete, vedno rečete, tukaj ni prostora za obtožbe. Ne? Vi očetu nič ne zamerite, tudi način, kako je on v bistvu pač z vami govoril ali pa ne govoril o mamini smrti, ali kako je bilo pri vaši bolezni, ne, ta prvi, in pri drugi bolezni je bil ste rekli, na spisku obiskov in je hodil na vse skozi. Ja, skozi. Ja. Se je vajin odnos spremenil? Je ta knjiga spremenila kaj? A veste, kako v bistvu, ko je knjigo prebral, mi ni nič rekel, ni nič rekel, ampak to tudi ni njegov način, a ne, tak, če ste prebrali knjigo, veste približno, kakšen moj oče je, a ne, to ni njegova, recimo, sploh ni v njegovem karakterju, da bi prišel k meni pa mi rekel krasno knjigo, to ne, a ne, to tak pač on ni, ne. Skratka, sem pa dobila informacije, da jo je pa bral, a ne, in da je menda bral 2 noči ali kako. Ne vem, zdaj to je to točno ali ni, ampak skratka jo je prebral. No, potem pa, ko je pa Beletrina se odločila, da bo izdala, ne, knjigo, sem mu prišla povedati in mi dal zeleno luč. To, kar mislim, mi zelo veliko pomenilo, ne samo zato, da sem jaz lahko knjigo izdala, ne, ampak zato, da je v bistvu razumel, a ne, da je knjiga nekako morala biti napisana, kar je še več kot to, a ne. No, rekel, da ga briga, kaj si bodo drugi mislili o njem, a ne, da ne knjigo, kar izdam, pa celo rekel, meni še kaj napišem, no. Pa boste? Mogoče bom, ne, zdaj sem zelo s tem scenarijem bila, tako da mi neko to potrebo po pisanju izpolnil ta scenarij, ne, ampak jaz mislim, da bi znala še kaj napisati, glede na to, da je to tako zelo res lep proces, ne, mislim, zafrknen, ne, pa zlasti, ko ti ne gre, ali pa ko se zatakne, pa ko nisi ziher, pa tako, ampak drugače, pa zlaufa je pa to ena res lepih stvari. Tako taka blazna osredotočenost je, ne, in vse, v kar si osredotočen, je ponovadi zelo fajn, ne, v karkoli, ko si usredinjen v nekaj, ne. In tako to me prinaša od pisanja, tako da mogoče bom, še kaj. Z očetom pa, ne, to zameram, absolutno, on je pač naredil, kar je zmogel, a ne. Kaj češ potem? Dobri veri. Ne, on ni mogel več, pač en cel kup razlogov, pač on se je bal, da bom še jaz takrat umrla, on je bil prepričan, da pač ne bom zvozila, ni mogel biti pri meni. Še dobro sem slišala tisti pogovor, recimo med teto, a ne, kar je rekel pač, da misli, da ne bom več dočakala rojstnega dneva pa božiča in da sem potem tudi, da mi je bilo jasno, zakaj ga ni pri meni v bolnici, ker če ne, mogoče bi se še res mislila, da mogoče mu ni prav mar zame, ne vem. Ampak tako sem to vsaj vedela in
No, je pa tudi zanč javno, čestital mi za Kresnika, recimo, me je poklical gor na Rožnik, pa zadnjič, ko je imel 80-letnico, je pred tako zbranim občinstvom rekel, in z nami je tudi Bronja, ki, kot veste, je napisala zelo lepo knjigo. Tako da to je... V tej knjigi so pa tudi kot ene Magdalenice za vse nas, ki smo živeli v 80-ih, pa potem bili mladi v 90-ih, ne? Od pudinga, ki se hladi, do špajze, do pripovedovanja naših starih staršev, se tudi marsikdo najde, do potem, ne vem, blagovnih znamk v 90-ih letih, prihod kapitalizma in osamosvojitev, vse to, a ne. Kako bo to prisotno v filmu? A ne? Oziroma, zdi se tako, kot da se je neka časovna kapsula tam odprla, a ne, v tej knjigi, kar se tiče teh spominov, ne? Se tudi s tem ukvarjate v filmu? Nekaj, ja, gotovo, ne? Ampak tako, ko sva z Markom začela pisati, mislim, da sva imela 200 plus prizorov, a ne, vse se nam je zdelo pomembno in to otroštvo zlasti, ker je tudi tako zanimivo, je filmično in vse skupaj, a ne. Ampak pač to ne moreš spraviti v celovečerca, ne. To bi bila lahko, niti serija ne bila dosti, mislim, bi mogla biti neka dinastija nadaljevanka, ne. Tako da nekaj tega bo, a ne, ampak to, kakor smo zdaj dali noter, mislim, da je celo, zdaj mogoče bom zdaj kaj narobe povedala, ampak se mi zdi, da je že to, recimo, pa ni toliko veliko, ampak je že, mislim, da pol ure filma, ne. Pa ni toliko veliko, ne, tega, ampak je jasno, to otroštvo ni pa tako detaljno, kot v knjigi, pač to ne prenese, ne, žal film ni, roman ni, torej film v slikah, ne, to moraš res prihajati do ful redukcij, no, in dogodkov, likov, do združevanj nekih likov, združevanj dogodkov, tako da to je veliko redukcij, ampak jaz res mislim, no, tako kot sem večkrat rekla, to pač ne moreš dati na vago, a ne, to ni, mislim, to je hruška pa jabolka, ne primerjaš. In lahko pa, če pač nam uspe vse sestaviti, tako kot si želimo, pa tako kot planiramo, ker zaenkrat se mi zdi, se zelo lepo sestavljajo stvari, da bi tudi film bil lahko res zelo lep, no. Jaz res verjamem, da bi bil lahko lep in neke nove lepote, da bi prinesel, ki pač knjiga pa ne more dati, ne. Jasno, da pa ne bo vsega tega noter, to pa pač ne gre. Večkrat omenjate strah, ne. A vas je danes kaj strah? Vi rečete tako, misel na smrt, nemožnost smrti, na možnost smrti sem pri bolezni nekako se je udomačila pri vas. To ste rekli za mladino. Recimo, vas je strah smrti, gotovo vseh nas je strah smrti, ampak vi pravite, da ne same po sebi, ne, ampak smrti če. Zdajle, če bi me, zdaj odvisno, v kakšnem trenutku me dobite, ne, ampak zdajle, ne, mislim, me ni sploh strah, mogoče tako bi ljudje po vseh teh diagnozah, a ne, bi si mogoče mislili, da je to del mojih vsakdanjih misli, ali pa vsaj pomislekov, ali pa nekaj, ampak sploh ni res, a ne. Jaz o teh stvareh recimo razmišljam zelo malo, ne, mene moje diagnoze sploh ne obremenjujejo. Ne vem, kako to, ampak me sploh ne. In misel na smrt, kaj pa vem, ne vem, nisem, recimo, če bi se mi kaj zdajle zapletlo, a ne, potem bi spet vedela, kje sem s tem vprašanjem. Je pa tako, nikoli ne veste čisto dobro, kako boste odreagirali na eno stvar. Recimo lahko sem jaz zdaj 2krat super spalala, ne, mogoče me bo pa tretji čisto zvil, ne vem, nimam pojma, ne. Ker to je en cel kup faktorjev, ko vplivajo na to, kako se ti postaviš. Ali pa dostikrat mi reče, kako bi recimo otrokom sporočila, da recimo pa nekaj ne bi šlo. Nimam pojma, niti sanja se mi nekako, ampak takrat bom pa sigurno vedela točno, če jim bom mogla, ne. Drugače pa me ne, in jaz tudi recimo na onko hodim, meni je super tam, ne. Jaz tja hodim na te preglede redno, zelo velikih imam,
ker sem vključena v vse te žive neke programe, in me tako res natančno spremljajo. In tudi, ko grem kaj, razen redko, no, če kaj se tako malo zgleda, recimo, potem me majčkeno zvije, drugače pa je zelo, zelo neobremenjeno to. Sprašujem zato, ker recimo moj recimo strah bi bil, mislim je, ne bi bil. Ko gledam ljudi, ko umirajo, ne, ali pa berem zapise na Facebooku, ko umirajo starši. Ne, ko jim umirajo starši. Ja, ko je na nek način v bistvu paliativa še vedno pri nas neurejena. In vidim, da se ljudje, ki jih poznaš ali pa ki so ti celo blizu, soočajo v bistvu s tem, da tako kot se ne bi smelo pri nas umirati, kot bi moralo biti, ker res poslušamo to že 20 let, da je treba več narediti za to, da bo vsak dostojno paliativo dobil, ki umira. Pa bolečine. Tako. Tako da recimo bolj na to sem mislila. O tem recimo jaz razmišljam zadnje čase. Se zdaj tudi ta evtanazija se izpostavlja, v bistvu to vprašanje pri končanju življenja, zdaj teh terminov pa tako, ampak mislim, tako kot ste rekli, absolutno, mislim, jaz sem bolj pristaš temu, da se res več naredi, mislim, ni mi jasno v resnici, kako da danes še vedno recimo ni za ljudi, ki so, dostikrat je to pri rakavih bolnikov, recimo, da se ne morejo izogniti bolečini. Da ni bolečina urejena, ne? Ja, to, ne. Mislim, pa ni, ne. Jaz mislim, da ni vedno urejena, ne, recimo. Se konec koncev tudi pri meni, ne, po tem karcinomu trebušne slinavke oziroma izvodilu na trebušne slinavke, da ne bo razumljeno narobe, kot naj me ne bi bolelo. Mene je tako bolelo, da sem jaz skoraj, mislim, da me je bilo konca, ne, sem skoraj padala, ne. To mi je tako v bistvu, se mi zdi, da bi se tukaj mogli, ker recimo mene tudi, ko me je bilo strah smrti, me ni bilo toliko strah smrti same, strah me je bilo jasno, da koga bom pustila za seboj, pa umiranja z bolečino, no. Saj to, o tem sem govorila. Umiranje z bolečino me je bilo vedno najbolj strah, ne. Pa takrat me je bilo recimo strah pri Hodgkinu, me je bilo strašno, da bi umrla v bolnici. To me je bilo ful strah. In recimo tudi to sva lahko z Urbanom predebatirala. Jaz sem mu rekla, Urban, strah me je, da bi umrla. Mene tudi strah, je rekel. Sem rekla, da ne me pustiti v bolnici, če bo šlo vse narobe. Je rekel, ne bom te pustil pikice v bolnici, domov te bom vzel, kakorkoli, zrihtal bom, doma boš. In je bilo v bistvu potem ta strah, ne, je spet šel, se je razpršil, on ga je sprejel in je šel. Ne. Tako pač iskrenost tega pogovora. Ampak ob smrti je najbolj to problem, no, mislim, ne najbolj, no, ampak velikokrat je problem res ta bolečina in ko se lahko vleče pa mesece ali pa celo leta, pa potem je recimo, da si v breme, tudi to je problem, v breme nekomu, pa mislim, cel kup problemov pride s seboj, to vleče s seboj. Skratka, vsekakor bi bilo treba več na paliativi delati v naši državi. Absolutno, na paliativi, na celem sistemu, ki bi to pač omogočal nekako dostojno umiranje. Za konec. Jaz sem vas ful zmatrala. Ne, super. Ne, krasno. Za konec. Vi tudi večkrat rečete, da živimo v družbi s tem mitom o sreči, v kateri ni prostora za smrt, bolezen in žalost. Tudi danes sva o tem govorili. Kako naj si mi kot družba in posamezniki to pravico izborimo nazaj? Jaz mislim, da se je lahko pač samo tako, da se o tem govori, se drugega si praktično ne moremo, ker res, tako kot ste rekli, mit o sreči, se vidite, kaj družbeni mediji so preplavljeni s temi spoliranimi podobami. To v bistvu je neka družba samo prevara, ne. In tukaj smrt in vse to nima kaj početi, tako da jaz mislim, edini način, ki ga imamo, edino orodje
orodje je komunikacija in o tem čim več govoriti in čim bolj iskreno govoriti. A ne? Ker govori se mogoče dosti, ampak velikokrat se govori v bistvu tako, kot naj bi se govorilo, ne pa tako, kot je. Mislim, treba reči Bobu Bob z dobrimi in slabimi stvarmi, ki ta vprašanja prinašajo s seboj. No, to se mi zdi zelo pomembno. Najlepša hvala za vse, kar ste povedali. Hvala vam.